se počasi nagiba v jesen. Šolska vrata se bodo kmalu ponovno odprla in čas je, da se tako kot do sedaj na zadnjo nedeljo v mesecu avgustu odvije tudi naša 23. Zlata lisička, kjer praznujemo 23 let turistične gozdne učne poti Fuchsgraba in 22 let Vaške galerije. Podelili bomo nagrade za najbolj kon in cvetje, na pot pa bomo pospremili tudi prvo knjigo avtorja Slavka Wolfa z naslovom Prehitel sem dogodke. Vse skupaj pa bomo popestrili z nekaj prijetne glasbe. Najprej pa velja pozdravite vse vas, dragi obiskovalci, ki ste si vzeli čas in prišli na našo prireditev, da se skupaj družimo v tem nedeljskem popoldnevu, obogatenim s kulturnim programom. Pozdrav velja vsem slikarjem in njihovim povabljenim gostom, vsem nastopajočim, ki bodo svojo glasbo popestrili in obogatili naše druženje. To so duo Mistika, Miran Čarni in Monika Novak, ter učenci zasebne glasbene šole Virtuos, Miran Čarni, ki se učijo igranja na kitaro, in sicer iz osnovne šole Križevci pri Ljutomeru in osnovne šole Cankova. Pozdrav velja tudi Timu Lango s harmoniko, gospe profesor Poloni Gujtman, lepo pozdravljam tudi župana občine Rogašovci, gospoda Edvarda Mihaliča, in pozdrav velja tudi predsedniku Pomurske turistične zveze, gospodu Urošu Kamenšku. Druženje smo tako začeli z glasbo in to bomo danes še večkrat ponovili. Tako vabim na oder duo Mistika Moniko Novak in Mirana Čarnija, da se predstavita z avtorsko pesmijo Moj dragi dom. Zdaj se drugače
V naši vasi se vsak dan giblje veliko obiskovalcev, pa naj si bodo to kolesarji, pohodniki, tranzitni obiskovalci, naključni turisti ali turisti, ki so nas resnično želeli obiskati. Zato se trudimo, da bi bil izgled vasi čim lepši, da bi bila vas čista in urejena, prijetna za oko, za nas, ki tu živimo in za vse, ki nas obiščajo. Na oder vabim predsednico Turističnega društva Korovci, gospod Danico Wolf, da nam zaupa, katere domačije so si to leto prislužile te laskave nazive. Avgusta 1998 leta, to je pred 20 leti, je Turistično društvo Korovci prvič podelilo nagrade za najbolj cvetoči balkon, ki pa je potekala v okviru akcije Moja dežela, lepa in urejena. S to akcijo je Turistično društvo Korovci takrat hotelo dejansko spodbuditi in tako povabiti vse naše vaščane k pospeševanju turizma in k urejevanju bivalnega okolja. Po vseh teh letih dela, ki so za nami, moram povedati, da nam je to zelo dobro uspelo, saj so Korovci urejena in čista vas in vas krasi cvetje. K temu pa smo seveda pripomogli vsi, ki tu živimo in se vsak dan trudimo, da se turisti tudi k nam radi vračajo. Vsi smo zelo vestno pristopili k urejevanju vasi in tako se je obraz vasi skozi vsa ta leta, skozi 20 let, zelo spremenil. Domačije so postale urejene, zelenice pokošene, pisane cvetlice krasijo gredice okrog hiš. Tako se je akciji za najbalkon pred 5 leti pridružila še akcija Cvetje. V 20 letih je bilo podeljenih 90 denarnih nagrad, ki so jih prejele naše nagrajenke za svoj trud pri urejevanju balkonov in domačij. Komisija v sestavi Stražišar Branko kot predsednik, Antolin Nina član in Danica Volk kot predsednica TD se je sestala 30.7.2018 in v tem letu 2018 so si laskav naziv prislužile naslednje domačije. Zato prosim gospoda predsednika Pomurske turistične zveze Uroša Kamenška, da se mi pridruži pri podeljevanju. Tretje mesto si delita balkona Jožica Žilevec Čahukovi in Marjana Nemec. Prosim nagrajenki, da prideta. Žilevec. Čestitke. Vidim, ka Marjane Nemec nema in bomo kasneje izročili nagrado. Drugo mesto pripada balkonu Bernatke Kosi Erne Kerec. Prosim. Ono je vsak še leto. Čestitam. Prvo mesto sta si prislužila balkona in se delita prvo mesto, to je balkon Anice Krpič in Helence Marič. Da ne vem, če je kdo prisoten od njih. Ja. Helenca je tu. Prosto. Čestitam. To so bili nagrade za najbalkon, podeljujemo pa seveda tudi nagrado Cvetje. To nagrado si je leto že 6., 7. zapored prislužila Zlatka Kočar. Vem, da je ni tu med nami, bom pa prosila Evo Kosi, če pride k meni. In je namesto nas podeli nagrado. Se pravi, samo predajam naprej. Ja. Ti ni pa čestitaj v našo namene. Dobro, mi vsa? Hvala. Ja. Nagrade Cvetje, kot sem rekla, je prišla v roke Zlatke Kočar. Vse nagrajenke so dobile bone
za nakup rož v cvetličarni na Cankovi. Čestitam v imenu TD Korovce. Sedaj pa se nam bodo predstavili mladi kitaristi, učenci zasebne glasbene šole Virtuos. Najprej se nam bosta pridružila Deja Linhart s pesmijo Jaz pa pojdem na Gorenjsko in Jure Wolf s pesmijo Izidor, ovčica pasel. Dame in gospodje, spoštovana predsednica Turističnega društva Korovci, gospa Danica Wolf, spoštovane občanke in občani, drage vaščanke in vaščani Korovec, spoštovani slavnostni govornik, predsednik Pomurske turistične zveze, gospod Uroš Kamenšek, cenjeni gostje in prijatelji, dragi otroci. Spoštovanjem iskrene naklonjenosti vas vse pozdravljam v duhu z vami, ker sem se moral za nekaj dni prepustiti počitku v Šmarjeških Toplicah. V programu današnje že 23. Zlate lisičke s prisotnostjo vseh vas, dragi prijatelji, mi srce zapoveduje, da se iskreno zahvalim Turističnemu društvu Korovci in naši neutrudni predsednici, gospe Danici Wolf, za vse prireditve in kulturno-zabavne dogodke, ki nagovarjajo naša srca po lepem, prijaznem človekovem obrazu, vsemu, kar usmišlja naša upanja v sozvočju narave in stvarstva, vsa naša srečevanja in druženja z vami, dragi nam prijazni, dobri ljudje. Hvala vsem udeležencem slikarske razstave Fuchsgraba, ki potrjujete svojo umetniško izraznostjo, ko nam slikami odpirate oči lepote dogajanj v naravi in naših življenj. Veliki hvala in čestitke namenjam vsem vam, drage občanke iz Korovec, ki vsa leta od pomladi do zime z ljubeznijo zaljšate okna in balkone vaših hiš in domov, da s cvetjem pozdravljajo vse nas, popotnike in obiskovalce, da so Korovci kot nevesta, razcveteni v čudoviti obleki cvetoče lepote. Hvala, da se nam na ogled postavijo skulpture iz različnih vrst slovenskega kamna, akademskega kiparja in slikarja, profesorja Bojana Puklavca. Spoštovane, spoštovani, današnja slovesnost tukaj, v Vaško-gasilskem domu v Korovcih, v predstavitvi knjige Prehitel sem dogodke, kjer je pisec gospod Slavko Wolf ovekovečil usodo zgodovinskih izkušenj svojega dedka Ferenca, očete Viljama z lastno osebno, kjer so usode vseh treh v različnih zgodovinskih obdobjih neverjetno podobne. Pritrjujem ti,
Slavko, da o zgodovini učiteljici življenja vemo premalo. Žalostno in egoistično neodgovorno pa je, da se včerajšnji in današnji svet o premisah zgodovinskih tragedij popolnoma nič ne nauči. Zato je Slavkova knjiga glasna pričevalka nebroj usod naših prednikov med Muro in Rabo, ki so kot njegov dedek Ferenc žandar, večina pa kot moj oče, navadni vojaki, bili proti svoji volji trpeti po prostranstvih tujih cesarstev in hrepeneli po vrnitvi v domači kraj. Kot Slovenec, bistre odprte duše, se boleče soočaš, ko s pisanjem dnevnika zakritega očem oskežem nadrejenih prehitevaš dogodke, v slutnji razpada družbenih in osebnih hrepenenj. In ko se ti podirajo ideali sanj, tam daleč od doma, v srcu neguješ in hrepeniš po Ledavski dolini. Kakor da se usoda ponavlja, dedek Franc, ko je bil v tuji vojski zavržen, je moral domov ilegalno čez zeleno mejo. In Slavko, podobno kot dedek, pred 60 leti mora pohiteti iz oklepa vojaške ideološke ozkosti, kajti na obzorju kratke prihodnosti že jezdijo konjeniki, ki napovedujejo viharne čase. Hvala lepa in nasvidenja. Župan Drago Vogrinčič. Sedaj pa pred mikrofon vabim tudi župana občine Rogašovci, gospoda Edvarda Mihaliča, da pove nekaj besed. Jaz govorim, ko moram govoriti, pa te povem par besed, ampak tukaj nisem kot župan, pač pa kot prijatelj Danice in Slavka. Veste, njej ne moraš povedati ne. Poznava se že zelo dolgo, ker njena mama se je rodila tam, ker jaz, ne, v tistih naših idiličnih grobaj, kot mi pravimo, v Svetem Juriju, zato sva tako napol povezana. Je pa Slavko imel mnogo večjo srečo od mene, da je znal oziroma našel podatke o svojem dedeku. Jaz tega nisem mogel najti. Oba dedeka sta se rodila v Ropoči, to imava skupnega, ne? Ampak on o njegovem vse ve, jaz pa o mojem nič, razen da ima takšnega vnuka, kak je tale tukaj. Druži naj jo Slavkom to, da naj je oba izučila za to vojaško obrt Jugoslovanska ljudska armada. On je zelo hitro ugotovil, kakšna je narava te vojske, zato je zapustil. Mene so pa uporabljali v teritorialne obrambe in sem tam opravil to, kar je pač dolžnost vsakega med nami. Zdajle vam, Korovščanom, pa Cankovščanom, malo zavidam za tole vas, za tole kulturo in tako naprej. Kaj takega bi tudi nam v Rogaševci poslalo. Tako, če te se kdaj naveličali Cankove, pridite gor, vabim vas, ne. In pa čestitam seveda vaščanom, še posebej turističnemu društvu, da zna tako dobro organizirati kulturo. Brez kulture namreč ni življenja. Ničesar ni, če pozabimo na kulturo. In to v tem svetu pozabljamo. Tudi ta naša vlada pozablja na kulturo, ne ve, da brez kulture ni naroda, ni slovenstva, ni narodne zavesti. Tako da, Slavko, za tvoj kulturni prispevek hvala lepa. In če boš še kdaj napisal, če boš kaj pisal o vojski, bi lahko pristavil kakšne stave, drugače pa delaj tako, kot uživaj v penziji in ne pozabi, da smo na svetu še prijatelji, ki smo radi s teboj. Hvala vam, pa čestitke. Avec je govoril mi, da bila si lepa tim, kako rosa jutranja, polna si življenja bila. Zdaj pa gledam kater, ko vališ počasi se,
Turistično društvo Korovci se zavzema za varstvo naravne in kulturne dediščine, loteva se akcij za lepo in smotrno urejanje kraja, organizira prireditve, se vključuje v akcije za varstvo okolja. A vse to pod okriljem Pomurske turistične zveze. Prosim predsednika Pomurske turistične zveze, gospoda Uroša Kamenška, za kratek nagovor. Hvala za besedo. Drage dame, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, vsi nastopajoči, predvsem ti najmlajši, ki nas vedno znova nasmejejo. Dovolite mi, da vas v svojem imenu in pa v imenu Pomurske turistične zveze prav lepo pozdravim. Nekako se počutim kot doma. Namreč na Korovce me vežejo kar lepe spomine z mojega otroštva, z moje mladosti in včasih, kjer jih zdaj živimo, ko vsi uporabljamo vse prevečkrat ta univerzalni izgovor, nimam časa, si vedno znova rad vzamem čas in pridem v to lepo vasico. Če bi me vprašali asociacije, prve 3 asociacije na vas Korovci, mala, prijetna, urejena vas s prijaznimi ljudmi. Tudi današnji dogodek dokazuje te moje besede. Leto 2018 in tudi naslednje leto je na nacionalnem nivoju nekako v turizmu identificirano kot leto kulture, ljubiteljske kulture v turizmu. Jaz osebno sem zelo zadovoljen, da je temu tako, namreč ljubiteljska kultura je tista dejavnost, s katero nekako ohranjamo to, kar smo dobili in to, kar bomo prenesli tudi naprej našim zanamcem. Namreč ravno vsi ti običaji, šege, navade, katere nekako združujemo z ljubiteljsko kulturo, so tisti element, s katerim ohranjamo našo identiteto. In dejansko, kot bomo pozneje tudi v pogovoru o knjigi slišali, potrjujete to moje razmišljanje, brez poznavanja, spoštovanja preteklosti ni svetle prihodnosti. Dano nam je bilo, da ohranimo te običaje in jih damo naprej. Ko govorimo o turizmu, žal, vse prevečkrat govorimo samo o številkah, o procentih in vedno znova pozabljamo na tiste, pri katerih se vse skupaj začne in tudi ponavadi konča. Namreč trendi v turizmu grejo v tej smeri, da gostje, ko obiščejo destinacijo, ne obiščejo destinacije zaradi hotelske postelje ali pa termalne vode v bazenih, ampak iščejo vedno znova neka pristna doživetja. In ta doživetja zagotavljajo ravno turistična društva, razna kulturna društva s svojim delovanjem. In ko govorimo o teh številkah v turizmu, je vedno znova v ozadju kapital. Ne zavedamo se pa, da turistična društva vlagajo svoj prosti čas, neštetokrat tudi lastna sredstva, in žal tega ne znamo ceniti. Jaz srčno in močno upam, da se bo to v prihodnje spremenilo, tudi na nacionalni ravni v sklopu Turistične zveze Slovenije in pa v novem zakonu o spodbujanju turizma je že prostovoljstvo nekako omenjeno, tako da se te stvari popravljajo. Spoštovani Korovščari, Korovščarke, Turistično društvo, gospa Danica Volf, Slavko, bo pozneje na vrsti. Iskrene čestitke, ne samo za današnji dogodek, ampak iskrene čestitke predvsem za to, da vedno znova dokazujete, da vedno znova delate v smeri, da je vaš kraj urejen, da so gostje, kateri, se pravi turisti, kateri bodisi so samo prehodni in se peljajo skozi vas, dobijo občutek topline, prijaznosti, marsikdaj tudi prijazen nasmeh domačinov. Ostanite takšni, kot ste bili do zdaj, sodelujte, bodite aktivni,
Pomurska turistična zveza vam bo nudila suport na področjih, kjer pač lahko. V glavnem iskrene čestitke vsem prisotnim, pa želim, da čim lepše preživite današnje nedeljsko popoldne. Hvala. Siempre vas, no hay una vida y te ves tan decidida a buscar a los que hay en todo, a cambiar el mundo a tu modo. Sé muy bien que eres valiente y luchas por lo que siente una canción. Si prueba contigo para abrir nuevos caminos, vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños. Tienes ese valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente. Todo lo que quieras no podrás alcanzar. Oh, 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 oh. Todo lo que quieras no podrás alcanzar, porque estás siempre en tu mundo. Eres quien decide su rumbo. Solo es ver más cosas más simples para abrir y nada imposible. Sé muy bien que eres momento ser feliz. Si formas mi tiempo, lograrás todo y entiendes por qué ti estás valiente. Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños. Tienes ese valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente. Todo lo que quieras no podrás alcanzar. Oh, 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 oh. Conozco bien el valor que hay en ti y no te intentes, podrás lograrlo siempre. Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños. Tienes ese valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente. Todo lo que quieras no podrás alcanzar. Oh, 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 oh. Todo lo que quieras no podrás alcanzar. Slika je odsev njenega avtorja. Je neslišna govorica, v katero uloviš trenutek, spomin. In slikarja odlikuje ostro oko, natančna roka in jasne misli. Slike so balzam za dušo in srce. Ljubiteljski slikarji, člani likovnih sekcij Likos in Mavrica iz Murske Sobote, ter ljubiteljski slikarji likovne sekcije Ludvik Vrečič iz Cankove in povabljeni gostje slikarji se že 22 let vsako prvo soboto v mesecu juniju udeležujejo slikarskih kolonij Fuchsgraba v Korovcih. Tematika njihovega ustvarjanja je vsako leto drugačna, vendar pa vedno izhaja iz narave in okolice, ki slikarje obdaja. Tako so danes na ogled slike, ki so nastale na naši 22. slikarski koloniji Fuchsgraba 2018 in je 22. slikarska razstava Fuchsgraba odprta, izjemoma danes tu v gasilskem domu in ne v vaški galeriji. Prav tako je udeleženec naše slikarske kolonije in katerega dela so vam danes na ogled.
Kot pravi samo sebi, ga privlači neskončnost, v kateri ne vidi ničesar končnega. Neskončnost mu daje svobodo ustvarjanja in ga pomirja. Več o svojem delu skozi vsa umetniška ustvarjanja pa gospod Bojan Puklavec. Spoštovane gospe, gospodje in otroci, v čast mi je, da sem lahko del tega kulturnega dogodka. Moj koncept razstave z naslovom Kaj je smisel eksistence vsebinsko zajema temeljna vprašanja človeškega življenja. Eksistencialna stanja se izrazijo v človeških figurah oziroma v skulpturah iz kamna, večinoma kamninje iz slovenskega izvora. Vsaka človeška oseba je singularna, prav tako je njena posamezna življenjska situacija nekaj enkratnega. Lahko človek spozna sebe in druge. Sebe in druge lahko delno spoznamo z opazovanjem, najbolj pa po dejanjih. Ko opravimo svojo nalogo, zlahka ugotovimo, kdo smo. Ni pomembno, kaj delamo, ampak kako delamo. Življenje nam nenehno postavlja vprašanja, na katera moramo odgovarjati z odgovori in z odgovornostjo, s svojo vestjo. Sledimo lahko nagonom ali vrednotam. V nobenem trenutku svojega življenja se ne moremo izogniti prisili, da moramo izbirati med neskončno možnostmi, med katerimi lahko izberemo samo eno in jo udejanimo. Vsaka odločitev, ki jo sprejmemo, je večna in nesprejemljiva. Vse ostale možnosti pa smo obsodili na nebivanje za vse večne čase. Zaradi tega se v naši zavesti pojavi razcepitev oziroma napetost med tistim, kar človek je in tistim, kar mora postati. Večina ljudi gleda, le redki pa vidijo. Videti pomeni nekaj izven prostora in časa. Sonce obstaja in sije tudi takrat, ko ga mi ne vidimo. Jaz se bi posebej zahvalil Turističnemu društvu Okorovci za povabilo. Presenečen sem na vašem kulturnem dogodku. Čeprav je Cankar napisal o naši priljubi dolini Šentfaljanski, da kultura ne obstaja in da se zaničuje, ampak vi ste dokazali, da kultura živi in obstaja. Hvala. Sedaj pa sledi kratka predstavitev knjige Prehitel sem dogodek avtorja Slavka Wolfa in nekaj misli ob izdaji njegove prve knjige. Vabim gospod profesor Polono Gujtman, da nam v nekaj stavkih predstavi knjigo in seveda samega avtorja knjige, gospoda Slavka Wolfa. Torej, spoštovani, pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu gospoda Slavka. Vesela sem, da lahko na tej prijetni kulturni prireditvi pozdravim avtorja knjige Prehitel sem dogodke. Verjamem, da vašega sokrajana, prijatelja in sorodnika ni potrebno posebej predstavljati, kar vidim že iz nasmejanih obrazov, ampak vseeno bom nekaj besed namenila temu, da strnemo tistih nekaj osnovnih podatkov o njegovem življenju. Torej, gospod Slavko je bil rojen maja leta 1955 v Kraščih. Po osnovni šoli je nadaljeval srednjo tehnično vojaško šolo v Rajlovcu pri Sarajevu. Služboval je na različnih vojaških letališčih po Jugoslaviji, potem študiral na Ekonomski fakulteti v Sarajevu in na Pravni fakulteti v Mariboru. Po vrnitvi v Slovenijo se je zaposlil na Carinskem uradu Murska Sobota, kjer je bil zaposlen do upokojitve. Je nosilec medalje 30 let zmage nad fašizmom 1945-1975. Aktivno je sodeloval pri osamosvojitveni vojni za Slovenijo in ima status vojnega veterana osamosvojitvene vojne 1991. Sedaj, kot je bilo že povedano, živi z družino v Korovcih. Knjiga, ki jo imamo tukaj pred sabo, z naslovom Prehitel sem dogodke, je dokumentarni prvenec o preteklosti, ki kot kaže pot skozi čas sega v življenje sedanjosti.
Dogodki in življenjske okoliščine, ki spremljajo avtorjeve prednike, se kot otipljiv privid ponovijo v njegovem življenju. Kovček na podstrešju je bil temelj pričujoči knjigi. Ta pa je edinstvena še po nečem. Je pripoved o življenju madžarskega žandarja ter jugoslovanskega oficirja, kar jo predstavlja kot edinstven dokument v času in v prostoru. Delo je išlo letos, torej leta 2018, pri založbi Studio Wolf. Gospod Slavko, vi pa nam povejte kaj več o tem, zakaj je pričujoča knjiga edinstven biografski in avtobiografski dosežek. No, pozdravljeni vsi tu v dvorani. Zahvaljujem se profesor Poloni Gutmann za uvodne besede in povedati moram, da je prav ona lekturirala mojo knjigo in zato je pozna do podrobnosti. Odločila sva se, ko bova prvo predstavitev te knjige opravila v domačem okolju, se pravi v Korovcih, med domačimi ljudmi in to je tudi en trening naj za naprej. Ker mava že vabila za predstavitve in sva odklonila, dokler ne bo opravila predstavitve tu v Korovcih. Knjiga Prehitel sem dogodke je nastajala nekaj let in zdaj je tu pred nami. Založil jo je Studio Wolf, ki se je zelo potrudil z tiskom in pred tiskom je pridobil mnenje Narodne univerzitetne knjižnice Ljubljana in Univerzitetne knjižnice v Mariboru. Narodna univerzitetna knjižnica Ljubljana je knjigo označila kot avtobiografsko in ji dodelila ISBN ter črtno kodo. ISBN pomeni International Standard Book Number in služi za boljšo mednarodno razmenjavo knjig. Tudi Univerzitetna knjižnica v Mariboru je izdala kataloški zapis o publikaciji in dodelila kataloško številko. Založnik je oblikoval knjigo na poseben lep način. Najprej je na vse strani natiskal zemljevid Avstro-Ogrske in na to čez ta zemljevid tekst knjige, tako da, ko berete knjigo, se vam pojavljajo različna mesta iz Avstro-Ogrske kot opomin na preteklost. Knjiga presenečeno dobiva na vrednosti, ali dobiva na vrednosti zaradi raziskovalne dejavnosti. V tej knjigi sem dejansko iz preteklosti v sedanjost vrnil človeka, ki ga je zgodovina prezrla. O Ferencu Wolfu, mojem dedeku, ne ve nihče nič in večina njegovih vnukov sploh ne ve, kako njim je ime. Bil pa je pomembna osebnost v varnosti Avstro-Ogrske države, saj je bil žandar narednik in skoraj svojega polovico življenja preživel v Romuniji. Ker pa se mu je po žilah pretekala slovenska kri, je bil na Madžarskem po prvi svetovni vojni izbrisan in pregnan. Domov se je vrnil 1920. leta in to na črno ilegalno prehodoši čez mejo. Ker so ga Madžari izbrisali iz svojih evidenc, so izbrisali tudi vse ostale dokumente o njem, tako da je bilo težavno iskati nekaj o takšnem človeku. No, o njem je zdaj napisana knjiga in odprte so tudi poti za daljne raziskave o tej zadevi. En del knjige v nadaljevanju potem govori o mojem očetu, to je Ferencevem sinu, ki pa je bil pripadnik Prekmurske brigade in večinoma sem se osredotočil na leto 1945. Še en del knjige govori o meni kot oficirju Jugoslovanske ljudske armade v letih od 1970 do 1980 in dejansko ta del opisuje moje življenje v Sarajevu. Vse to, kar sem napisal o življenju oficirja, sem prepisal iz mojega dnevnika, kajti celo bivanje v Sarajevu sem vodil osebni dnevnik. To bi bilo to. Verjamem, da smo nekaj o sami vsebini slišali že prej iz nagovorov obeh županov, ampak prva osebna pripoved avtorja pa seveda ima neko posebno težo.
Zapisani dogodki in osebe, kot ste že rekli, niso fiktivni, torej niso izmišljeni, ampak ste s pomočjo dokumentov potrdili njihovo resničnost, torej da so res obstajali in da so dogodki, ki so opisani, se res zgodili. Kako pa ste zbirali dokumentacijo? Kdo vam je ob tem pomagal? Verjetno ni bilo tako enostavno iti toliko časa v preteklo, se potem tudi srečati s tujimi jeziki in na katere izzive ste ob tem naleteli? No, začetek vsega je bilo otroštvo. Mi smo v Kraščih na Podstrešju na Povdu imeli en kovček, veliki leseni kovček, in v njem so se odlagale takšne stvari, ki so bile na izgled nepomembne. Ne? In potem kovčku sem ga zmeraj brskal in te stvari so me zanimale, babica me je potem pripovedovala o slikah, o dokumentih in tako je moje zanimanje o tem dogodku nastajalo. Se pa najbolj spomnim iz tega kovčka, še zdaj se dostakrat spomnim, kaj je v kovčku bila tudi municija ali strelivo z pištole mojega dedeka in to sem da smo pasli krave, pa to smo kradli to municijo iz tega kovčka in metali v ogenj, da je pokalo. Ali na koncu smo tisti kovček spraznili tako, da streliva več ni bilo v njen. No, podatke, dokumentirane podatke sem zbiral najprej v arhivu Železne županije v Samobotelu in nadalje v Pokrajinskem arhivu v Mariboru. Moram vam povedati, kaj je zbiranje takšnih podatkov tudi malo težavno in je treba priučiti. Problem je, da je na primer Pokrajinski arhiv v Mariboru hrani 36 km polic, na katerem so dokumenti. In v teh 36 km polic je treba najti tiste police, v katerih so neki od dokumentov. Ne? No, o zgodovini sta mi pripovedovala tudi moja babica in oče. In ko sem opravil vse to zbiranje teh podatkov, sem se obrnil še na živeča otroka Ferenca Wolfa, to je moj stric, odnosno sin od Ferenca Wolfa, Hancek, ki živi danes v Radkersburgu in ima 95 let. In obrnil sem se tudi na teto Irmo, ki je stara 93 let in danes živi v Kraščih. Nidva sta mi pa pomagala do konca oblikovati lik mojega dedeka. Ne? Tako sem dejansko s pomočjo teh dokumentov in pričevanj še živečih Ferencovih otrok prenesel tega človeka iz zgodovine v sedanjost. To bi bilo. Ja. Fotografiji, ki sta na naslovnici knjige, pa sta seveda zgodba zase. Oba moža se nikoli nista srečala, a povezuje ju neka nevidna sila, morda nek spomin iz preteklosti, ki je pomembno vplival na dejanja v sedanjosti. Kdo sta torej moža na naslovnici? Verjetno bo zgodba precej zanimiva. No, na naslovnici sta dve fotografije, sicer smo fotografije stežka pridobili, ali tu so, ne. Je fotografija mojega dedeka in mene. Moj dedek je bil slikan 1911. leta v Romuniji kot žandar, a slika moja z desne strani pa je slikana 1976. leta v Sarajevu. No, oba sva bila poklicno v uniformi in sled tega sva tudi delala po različnih krajih, on po različnih krajih Avstro-Ogrske, jaz pa po različnih krajih Jugoslavije. Je pa usoda hotela, da sva nekaj časa samo v različnih časovnih obdobjih delala na istem kraju, to je mesto Kovin ob reki Donavi, danes v Vojvodini, na romunski meji. Dedek je tam delal nekje med leti 11 do 13, jaz pa leta 1974. Zanimiv bo mogoče en dogodek iz Kovina, namreč da sem jaz prvič prišel v Kovin, pa sem prišel na glavno ulico, sem ne mogel verjeti svojim očem. Sem zaprl oči, pa sem gledal, pa to je nemogoče. Pozno sem vsakšel ulico, gostilno, znal sem, gdje je cerkev, park,
Pozno sem se bočne ulice, ko so vodile proti Luki, proti pristanišču na Donavi, in si stvari nisem znal razložiti. Ker sem povedal osebni dnevnik, sem si ta dogodek zapisal v dnevnik in dosti let zatem sem zadevo razvozlal. Mogoče se tudi vam kdaj v življenju zgodilo, ko pridete nekam, pa se vam je zdelo, pa to smo že videli, ali pa to smo že doživeli, ali pa primete neko stvar v roke, pa pravite, ja, pa to sem jaz že imel, pa znate, kaj ste ne imeli v rokah, ne? To so stvari, štere si človek ne more razložiti. Je pa pred leti meni v roke prišla ena knjiga ameriškega psihologa Briana Weissa in ta knjiga se imenuje Čudeži se dogajajo. Kdo je doživel takšne dogodke, mu priporočam, da si to knjigo nabavi. Ta Brian Weiss v tej knjigi opisuje popolnoma identičen dogodek, kak je bil moj, in ta dogodek imenuje déjà vu. V Sloveniji ga prevajamo že videno. Navaja, da se taki občutki dogajajo in da prihajajo iz preteklih življenj. On trdi, da se slike iz preteklosti lahko prenesejo na sorodnike, potomce iz zgodovine. Ti prenosi naj bi se dogajali med 19. in 25. letom starosti in da bi jih doživelo veliko ljudi, a ker jih ne razume, jih izbriše iz spomina. Ker pa sem jaz ta dogodek takrat zapisal v svoj dnevnik, ko sem prebral to zadevo, sem vedel, za kaj se gre. Dejansko je to pomenilo, da sva zdaj rekom delala na istem mestu in da je slika prenešena na mene. In iz vsega povedanega potem hitro razberemo, zakaj naslov knjige Prehitel sem dogodke. Dobro, zdaj, dosti ljudi me sprašuje, prehitel sem dogodke, ne? Zakaj ta naslov? Knjigo je treba prebrati in pol boste videli, zakaj smo prehiteli dogodke. Prehitel pa sem dogodke, ker če se ne bi pravočasno vrnil v Prekmurje, bi se mi zgodilo to isto, kar se je zgodilo dedeki. Ostal bi verjetno v Bosni in se moral ilegalno vrniti domov. Ali bi še se zgodilo hujše, v knjigi imam sliko svojih sodelavcev, meni se zdi, da nas je 6 na sliki in od teh 6, 4 več ni. Vojna jih je odnesla, ne? Tako da, zato trdim, da sem prehitel dogodke. Torej, nekako ta spomin iz preteklosti bi lahko rekli, da vas je morda obvaroval tudi v lepšo prihodnost oziroma nekako vas vodil. Zdaj bi pa, če že govorimo iz preteklosti, pa potem prehajamo v prihodnost, povabila avtorjevo vnukinjo, Pio Wolf, da nam prebere odlomek iz knjige, ki ga je seveda avtor izbral. V vojašnico sem prišel na kosilo in postregel mi je vojak. Takoj sem ga spoznal, Rudi iz Gerinec je bil in spomnil sem se ga iz osnovne šole. Odkot si vojak, sem ga vprašal v srbo-hrvaščini. Iz Murske Sobote, gospod vodnik, je strumno odgovoril in obstal zranan, kot so zahtevala pravila službe. Iz Gerinec si Rudi, ne iz Murske Sobote, sem ga nagovoril v prekmurščini. Presenečen me je pogledal in me takoj v naslednjem trenutku spoznal. En sam kratek stavek, izgovorjen v prekmurščini, je tu na robu Jugoslavije, skoraj na romunski meji, zazvenel kot najlepša pesem, kot molitev. Videl sem, da bi me najrajši objel, ostala pa sva vsak na svojem mestu. Le oči so se nama smejale in nasmeh mi je všel pod puhaste brke. Dober tek mi je zaželel Rudi in se umaknil. To kosilo mi je resnično teknilo. Popoldne sem ga poiskal. Dolgo sva sedela na klopi pred vojaško kuhinjo in se pogovarjala. Obema je bilo prijetno in prekmurščina je tu, daleč stran od doma, zvenela kot pesem. Breme je postalo lažje in približala sva si kečevna cvet, kraščev in gerlincev. Odkar sem odšel od doma na šolanje v Rajlovec, je bilo to prvič, da sem se lahko pogovarjal po domače v prekmurščini. Res mi je bilo toplo pri srcu.
Jaz bi se pih zahvalil, se pravi, ka šolski sistem dobro deluje, ka takšni mali otroci tekoče preberejo en takšni odstavek. Je pa res, da sem danes na predstavitev povabil tudi tega vojaka, pa nažalost ga njega, verjetno je te kakšne razloge imel, ka sem mislil se z njim malo pogovoriti in ka povej, ka je to bilo resnično, ka sem napisal, ka so to ne izmišljene stvari. Rad bi še temu odstavku dodal to, ka Prekmurci smo raztrešeni po celom svetu in mi pravimo, kamorkoli pridemo, Prekmurca najdemo. Celo tak za hec so pravili, da so Amerikanci pristali na Luni, kaj tam že Prekmurec bil. Pa ne je bilo tak, ne. Ali kaj vam ščem povedati? Povedati vam ščem to, da ni to tak, kak se govori. Jaz sem za časa življenja a službovanja 8 let na jugu Jugoslavije, samo enkrat imel priliko naleteti na Prekmurca, rojaka in to je bil tako. Ko sva se pogovarjala o knjigi in o tej predstavitvi, ste z zelo velikim zanosom in s takim posebnim ponosom pripovedovali o tem, kako je knjiga nastala. Kaj vse ste ob tem doživeli, koga ste srečali, kaj ste raziskali. Verjamem, da ta knjižni prvenec, prehitel sem dogodke, nikakor ne bo ostal edinec. Čemu vas torej kliče raziskovanje preteklosti naprej? Ali pripravljate nadaljevanje? Tudi sama knjiga ima tako na koncu odprto pot za nove besede, za nova besedila. Ja, kaj vam naj povem? Verjetno nadaljevanje te knjige ne bo, ker smo jo zaključili z letom 20, se pravi z ustanovitvijo Kraljevine Jugoslavije ali pa današnje Slovenije. Je pa ena stvar zanimiva. Kdaj se vkopaš v te dokumente, pa jih začneš raziskovati, se ti odpira nešteto poti. In človek ne more verjeti, kaj vse se odpre, kdaj en dokument iščeš, se ti z leve strani odpirata 2 dokumenta, ki nista vezana na to, ali sta zanimiva. In ker sem kar nekaj let brskal po teh arhivih, ker sem na vsak način poskušal nekaj zbrati, dejansko iztrgati detka iz zgodovine, sem naletel na ogromno dokumentov, ki sem jih pozneje sortiral in povem vam, problem mi predstavlja madžarščina, ker madžarskega jezika ne obvladam, ali imam pa tu znajdljivo ženo, ki je stvari poenostavila, midva smo v arhivih s fotoaparati preslikovala arhivsko gradivo, smo ga prenašali na računalnik in svojim prijateljem pošiljali, da so prevajali. In tako smo na bolj poceni način prihajali do prevodov in kompletirali dokumentacijo. No, pravim vam, doma je za eno veliko škatlo dokumentov, ki so iztrgani iz zgodovine in če bo vse po sreči, naslednje leto je 100 let, ko so v Korovce stopili srbski vojaki, se pravi, izstopili smo iz takratne Avstro-Ogrske, da bo mogoče naslednje leto pripravljena ena knjiga, ki je že v obdelavi in bo dejansko posvečena Korovcem. Torej, da ne bova izdala vseh skrivnosti iz knjige, pa da ostane še nekaj bralcem, ko jo bodo sami prebirali, bi vam na koncu zaželela uspešno literarno ustvarjanje, zbiranje zgodovinskih gradiv in dokumentiranje vsega še naprej. Zaključno besedo pa prepuščam vam. Ja, ne vem, kaj naj povem vam, ko me je bilo fejst strah dnes. Pa zdaj, najna odločitev je bila dobra, ko sva to prvo predstavitev napravila tu v Korovcih, ko se to malo vse skupaj sprosti. Seveda imava povabilo že za naslednjo predstavitev v Ljubljani, ampak kako je ona rekla, te pa korak po korak pa do Berlina. Misli na knjižni sejem v Berlini, ne? Cilji torej nikoli niso preveliki in zagona imate več kot dovolj. Tako da hvala torej vsem, da ste nama prisluhnili in verjamem, da bo gospod Slavko vesel kakega mnenja, tudi takrat, če ne danes, pa takrat, ko boste knjigo prebrali, pa ga kaj povprašajte,
pa naj steče kakšna beseda tudi o tej tematiki. Hvala lepa. No, tudi jaz bi se zahvalil vsem nam, ki smo prispevali, kaj je ta knjiga nastala. In želim vam prijetno branje. Berite počasi, natančno, vsak bo sebe našel v tej knjigi. Hvala. Sedaj pa predajam še besedo gospe Danici Wolf, predsednici Turističnega društva Korovci. Tak, mislim, ko smo mi v tej popodneve povedali že več stvari, ampak jaz bi en povzetek na koncu vseeno napravila. 23 let dejansko Turistično društvo Korovci prireja kulturne zabavne prireditve Zlata lisička. 23 let obiskujejo turisti našo turistično gozdno učno pot Fuchsgrava. 22 let je na voljo obiskovalcem za ogled Vaška galerija, ki vsebuje stalno etnološko razstavo in lovsko razstavo. 22 let se družijo slikarji na svojih slikarskih kolonijah Fuchsgraba in naslikanih je bilo preko 350 slik, kot smo slišali. 20 let podeljuje Turistično društvo Korovci našim pridnim gojiteljicam rož nagrade za naj balkon in cvetje in podeljenih je bilo v ta namen 90 denarnih nagrad. In 3. maja 1998. leta, to je pred 20 leti, je začela na tamburice igrati tretja generacija tamburašev v Korovcih, to je tamburaška skupina Turističnega društva Korovci, kateri so bili v kasnejših letih po zaslugi Milana Zrinskega preimenovani v Veselje Dedole. Mislim, ko si zaslužijo aplavz. Kot vemo, naši tamburaši v okviru Turističnega društva Korovci igrajo na tamburice Farkaš sistema, izdali so svojo zgoščenko, igrajo vse zvrsti glasbe in imajo preko 150 nastopov, tako doma kot v Avstriji in na Madžarskem. Tu ob strani imamo en album na ogled slik njihovega 20 let delovanja. V vseh teh letih je bilo vsega po malem, malo prireditev, pohodov, piknikov, iger, slikarskih kolonij, druženja v naravi, kulturnih prireditev, glasbe, hitenja, veselja, skrbi, dela, sonca in dežja. A vendar smo vse vedno zmogli. Obiskali so nas v teh časih pomembni ljudje, od predsednika države gospoda Milana Kučana 2-krat, do pesnika Toneta Pavčka, do Društva slovenskih pisateljev, do madžarskega konzula gospoda Gönca, do Slovencev živečih v Budimpešti in še bi lahko naštevala. Upam pa, da bomo s takim tempom nadaljevali tudi vnaprej. Vse to in še veliko več se je v 23 letih našega skupnega delovanja in druženja na področju turizma dogajalo v Korovcih. In zato mislim, da si vsi skupaj lahko samo čestitamo. Lepo preživite današnji popoldan in imejte se lepo.